Aktualno. Zurško Črče. In najprej lepo pozdravljeni. Današnja oddaja ni namenjena političnim vprašanjem, temveč celovečernemu filmu, ki nastaja na Koroškem. Govorim torej o slovenskem filmu Tu se piše življenje, ki nastaja pod režijsko in scenarijsko taktirko Tomana Vesela. Skladatelj celotne filmske glasbe je prav tako domačin, eden in edini Franc Vezela, znan kontroverzni glasbenik in tudi pisatelj. No, če ostanemo za trenutek še pri Vezeli, sama sem osebno navdušena nad njegovo prozo oziroma nad delom Jaz tebe ti mene, ki je pravzaprav prva anarhistična literatura v obsegu, ki jo je pravzaprav Vezela napisal, spisal izpod peresa. Kot rečeno pa je torej tudi avtor dveh koroških bendov, Matalaje in Franz and Roses. Od Franca Vezele pa k igralcem. Ob kozarčku rujnega so torej trije igralci, Gregor Podričnik, Miha Pačnik ter Maša Flogi. Vsi trije so kljub pridihu francoščine pri Maši Korosci, torej skupaj spacali tale pogovor. Najprej seveda sledi predstavitev. Lep pozdrav, jaz sem Gregor Podričnik, prihajam iz Mežice, trenutno pridni študent Fakultete za družbene vede, smer kulturologija, drugače pa fant od fare, gledališčnik, skratka, fant od fare. Živijo, jaz sem Maša Flogi, prihajam iz Slovenj Gradca, letos sem že zaključila zadeve na faksu, študiram pa na Filozofski fakulteti smer etnologija in kulturna antropologija, že od kar pomnim, ne bom rekla od malih nog, ampak me zanima pač gledališče in film in te zadeve, tako da zdaj imamo res edinstveno priložnost, da se izkažemo. Zdravo, moje ime je Miha, prihajam iz Mislinje. Jaz nisem tako pridni, tako moja dva svoja igralca, ki že imate vse šolo, pa eno pa drugo. Jaz sem bolj fizikalc pa gledališčnik neke vrste. Od malih nog sem bolj na odru doma, ko pa med 4 stenami, tam, kjer stanujem. Torej, fant od fare in fizikalac, kot je sam dejal, ter simpatična ljubka Maša so trije igralci, s katerimi torej v nadaljevanju lahko prisluhnete pogovoru. Kot rečeno, boste jih lahko videli v celovečernem slovenskem filmu Tu se piše življenje. Pravzaprav me je na začetku, poleg seveda predstavitve, zanimalo predvsem, kako igro doživljajo in seveda, kaj jim pravzaprav pomeni oziroma predstavlja. Kot neko vznemirjenje, da grem iz gledališča pred kamero, je že neki, da napredujem v tem smislu osebnega gledališčnega razvoja in sem prav vesel, da lahko sodelujem pri tem projektu z Veselom in s takimi soigralci, ki jih imam tu. V bistvu jaz nisem glih doma na tem področju, ampak sem se srečala z gledališčem v gimnazijskih časih preko gledališke skupine Spunk. In ne vem, gledališče je itak bilo tako vznemirljivo, ker tam pač kar narediš in se pač pokažeš v luči. Zdaj film je malo drugač, ker pač je montaža in vse skupaj. Se veselimo v bistvu pač sodelovanja in nekaj novega je vedno fajn poskusiti. Tudi sam se ogromno ukvarjam z gledališčem, v bistvu že od samih zelo malih nog in v bistvu bolj ko ne ves čas namenjam samo temu in se mi zdi ta film ena zelo velika in bogata priložnost, da se spozna tudi ta svet. V bistvu s filmom neke male izkušnje že so, ampak ne v takem obsegu, kot se planira zdaj, tako da res mislim, da ta film, če že kaj druga, je res eno prijetno druženje, odlična ekipa, odličen režiser in mislim, da bo to tudi odličen film. Meni osebno predvsem te transformacije v nek drug svet, da res lahko podoživljaš, se pravi neko potovanje, neka avantura, čisto da si lahko v bistvu otrok, ta otroška naivnost, ki se pojavlja v gledališču, da verjameš nekim stvarim, si jih izmišljaš, se s tem igraš in pa meni osebno, jaz temu rečem, ta gledališka magija, ki se pojavlja in ustvarja na odru, s tem, da se človek napaja. V bistvu meni je bilo vedno zanimivo to, da se pač sam preizkušaš, do kakšne meje lahko greš, do katere meje občutiš, ne vem, nekaj, kar ti vloga zadaja, kaj ti ena oseba, ne vem, pač se probaš transformirati, tako je rekel Gregor pred tem in je pač
ne vem, to je razborljivo, da sam sebe preizkušaš v raznih vlogah in vidiš, kaj zmoreš in to je pač res ta pravi feeling. Meni je pa najbolj všeč to, da si druga oseba. Lahko si baraba, lahko si faca, lahko si karkoli, pa ni nobenih predsotkov. Brez slabe vesti si, kdorkoli hoče si. Ljudje te pač gledajo malo čudno, ampak to je igranje. No, verjamem, da Gregorja ne gledajo prečudno, da se mu morda to le dozdeva. Kakorkoli, da ne boste mislili, da so bili igralci izbrani sodeč na veze, ne, sploh ne, imeli so namreč audicijo. Sicer bi bilo morda na tem mestu dobro, če bi konkretno poprašali tiste, ki so sedeli v komisiji in se seveda odločali, torej s čim so jih prepričali, pa sem temu nakljub poprašala 3 nadobudne igralce, 3 junake, torej tudi o sami audiciji in seveda o tem, s čim menijo, da so pravzaprav prepričali komisijo. Po moje osebno mnenje je pač tista preprostost. Prideš tja, nimaš polne glave, kaj bojo rekli, kaj boš naredil, ampak si preprosto ti, sproščen, čist natur, pa narediš tisto, kar pač misliš, da je pravno. In če je prav, pol si zadev, če pa ne, pa ne. Ja, na audiciji v bistvu smo si že predtem si določil oziroma izbral lik in potem si dobil pač delček scenarija oziroma pač kar je tisti tvoj lik imel zapovedati in potem si ti to predstavil in jaz mislim isto, da je pač, ne vem, v tisti tvoje sproščenosti, jaz vem, da mi je pomagalo to, ker jaz sem tisti dan prišla direkt iz bolnice, ker sem imela zdravstvene probleme in sploh nisem imela časa razmišljati o tem, kako bom to naredila in pa ne vem, na kak način bi jih pripričala, ampak mi je bilo pač, ne vem, mislim, da je pač to najbolj prav, mislim, da je ta oseba bi tako odreagirala in pač na nek svoj, fajn je tudi to, če povežem s prejšnjim vprašanjem, ker pač daš nek svoj pečat tisti v sebi in če pol pač to režiserju všeč, pol smo na konju. Ja, tudi pri meni je bilo nekako to, da sem bil taki ihti, sem ful na hitro prišel iz nekega sestanka in tudi nisem imel časa razmišljati, sploh nisem vedel niti, kaj ne pričakujem, ampak že ko sem stopil v dvorano, je čist preprosto vse, tudi komisija, vsi čist na easy, res. In v bistvu samo sproščenost, pa dali so mi nalogo, da moram res v čisti koroščini vse, kar sem bil malo presenečen in stvar je stekla, hitro smo končali in pol je bilo to. Ja, če si dober, si očitno pač dober, torej eden v ihti, kot ste lahko slišali, druga iz bolnice, stvar pa je temu nakljub stekla. Pa smo že pri liku, katerega seveda tele 3 naši junaki igrajo, predstavljajo, torej v filmu Tu se piše življenje. Seveda sem jih poprašala, v čem so si z likom podobni oziroma v čem drugačni in predvsem, kako se v svoj lik uživijo. Gledam to, da se film snema torej v baru, morda tudi v kakšnemu kozarčku. Jaz igram vlogo selektorja. Jaz lahko rečem, da ko sem bral kratek opis lika, jaz sem se v bistvu v velikih točkah kar prepoznal. Ker recimo, ko se že malo več popije, tudi jaz izredno rad filozofiram in rešujem svet z raznimi idejami in podobnimi zadevami. Skratka, tudi sam rad v vikendih malo več popijem, ampak seveda v merah normale, ne? No, mladost, no. Skratka, predvsem to je in ti drugačni pogledi na svet, da se sprašuješ o drugačnih stvarih, ne vem, v eksistencialnih vprašanjih in podobno, ne. In se mi zdi, da tudi sam včasih znam, tako umetniško zabluziti za šankom ali pa kjerkoli pač. Predvsem te vidim to zelo močno povezano s tem likom in nasploh tudi določeni sarkazmi in podobno, to za popestritev. Kje bi se najmanj videl, kaj pa vem, res je, da ne ždim tako pogosto v gostilniku tak lik, recimo. Drugače pa mislim, da kar precej podobnosti in mislim, da mi bo to odlična iztočnica. Ja, jaz že v bistvu, ko sem brala tekst, ko sem brala v bistvu od drugega lika, od Maja in od mojega, od Sonje, sem videla, da se pač v Sonji najdem predvsem zaradi tega, ker ima neko tako specifičen sarkazem, ki po mojem mnenju ni žaljiv, ampak je, mislim seveda lahko, če leti dotično na njega, na koga, ampak tak zanimiv mal s humorjem povezan in mislim, da se pač najdem v teh njenih forah, no, teh likih, temu liko. Predvsem pa je Sonja neozdravljiva iskalka ljubezni in pri tem, da smo se že na vajah zabavali, da v
bi jaz pač temu liku rekla get a life. in v bistvu pač to je, kar me razlikuje, ne vem pač od nje, da je mogoče malo bolj pesimistična pri katerih zadevah, kar jaz nisem. Ampak tek je tak razgiban lik in ga, ne vem, meni je bil res ful všeč, že ko sem brala dialoge in to in ono, res pač so bilo zanimivo sploh s tem likom, tek spoznaš, če si ga predstavljaš kot izven sebe. Moj lik je pa Dahi, nova pečenjačka in moram že kar tu začeti, da tu ni podobnosti. Še zaenkrat. Je pa z ene strani gledano izziv, kako se obnašati kot nova pečenjačka, dobiš prvega otroka, kakve so reakcije, kaj narediš tisti moment, greš iz kar v gostilno, pa kar pivo na mizo, pa kar družbo na kup. To bo še zanimivo dodelati, ta del vloge. Drugače, tisti del, ko se mi pa zdi, da mi nekako blizu je pa družba. Se kar rad v družbi, rad komuniciram, tek se pogovarjam in se mi zdi, da me je to malo pritegnalo k temu. Sploh pa se mi lik ne zdi toliko lahek, ali ne smem rad izzive in rad gradim neko zgodbo nekega lika, da vem, kdo je, kaj dela, zakaj dela. In zato me je to pritegnalo toliko. To vsak igralec, ki se vsaj malo s tem ukvarja, ve, da se mora nekako poistovečiti s temi zadevami. Jaz osebno opazujem ljudi okrog mene. Če imam priložnost, da vidim v mojem primeru novo pečenjačka, malo spremljam, kdo je tako v bližini ali ki bo dobil naraščaj, pa vidim, kakve so njegove reakcije, kak je napet, a bo ali ne bo, pa pol, ko že recimo pride do tega, tisto veselje in eno in drugo, da se malo se probam približati temu liku, ker če bi sam doživel, bi znal odigrati, ampak še ni tako daleč to, tako da z opazovanjem, pa z študijo, da malo pogledaš premike, odnose med liki pa to in te zadeve, predvsem to. Ja, jaz se v bistvu poskušam, v prvi vrsti ne omenim, da je lažje v bistvu, naprimer, kar imamo z Dahijem dialoga, vem, da sem, naprimer, mi je ful stekel zaradi tega, ker pač ti že soigralec daje en tak feedback in pač tek veš, kako bi odreagiral, tek ti, mislim, to bi bilo pa tek, pa si malo situacijo predstavljaš. Drugače pri kakih drugih zadevah pa ne vem, pač tek razmišljam o tem, kako je moglo biti tej punci ob tem, ne vem, kaj bi si v bistvu jaz mislila, pa kako je glede na to, da je ona pa se razlikuje v določenih zadevah z mano, kako bi verjetno pač pol to ona odreagirala. Na neki razliki mogoče iščem ali pa na podobnosti, tako sem prej omenila. Ne vem, pač vidiš, kaj se naprimer, če bi gledali naše prve vaje ali pa pol naše pač nadaljne vaje, si spreminjaš, a ne? Mislim, da če bi se jaz videla na prvi vaje, bi rekla, ne, to pač sploh ne bi šlo v taki smeri, ampak na razlikah in podobnostih. No, jaz osebno recimo vedno sem se za vloge pripravljal na način oziroma sem si pomagal za glasbo, z poslušanjem različne glasbe in v bistvu samo preberam tekst in poslušam zraven glasbo, ker glasba mi je zelo pomemben element, ker se mi sproža neverjetne emocije v človeku. In to si ful pomagam s tem, tudi v tem dotičnem primeru, s tem, da je šlo bolj za, ne vem, bolj melanholične skladbe in tako naprej. Se strinjam absolutno, kar je že Maša povedala. In pa predvsem to, da razmišljaš o odnosih, to se mi zdi zelo pomembno, odnos in pa razlogi, zakaj nekaj počnem, zakaj sem se tu znašel, kak je vzrok zdaj, da se, ne vem, jokam ali podobno. Seveda je pa treba paziti, da ne gremo čisto v tehnično, da ne postanemo pol robot 1, 2, 3 in podobno. Predvsem to se mi zdi, moj osebni pristop je, da si zelo pomagam za glasbo in pa da tudi z opazovanjem, recimo, ne vem, bi se usedel, čeprav zdaj zaenkrat se še nisem, da bi se usedel in opazoval mizerne ljudi, ki pijejo za šankom, ampak mislim, da takih situacij itak okrog nas ogromno, sploh v vikendih. Sicer, ne vem, po moje gre za enak proces pri filmu, ker jaz sem bolj navajen gledališča, ampak mislim, da ni neke bistvene razlike, kar se tiče iskanja vloge. No, če ste dobro poslušali, potem ste v ozadju lahko slišali tudi otroške glasove. Gregor, ki igra novopečenega očka, namreč ves čas, torej 24 ur na dan, do konca snemanja pazi 2 deklici, ker se namreč tako angažirano življa v vlogo. Ja, morda pa je tudi to vse res. Sicer, kot kaže, se vživeti znajo, ni pa nujno, da so jim vse scene enako blizu. Včasih imam probleme z tragiko, z res močno tragiko, v smislu res nekih globoko prizadetih čustev, ker sam se včasih malo preveč zapiram oziroma pač
sicer kot moški to itak čustvo ponavadi bolj skrivamo, ne, ampak jaz dotično, ne, se mi zdi, da včasih rabim več, da se odprem po taki bolj, bi rekel, neki tragiki, taki melanholični plati, no. Mislim, da tu je nek catch, ki pa ga uspešno rešujem, se mi zdi, zadnje čase. No, jaz kot ženska mislim, da svoje čustva lažje odprem. Ne vem, mislim, v bistvu zdaj, ko razmišljam, nisem se še srečala z kakim problemom pri filmu, ampak vedno postavljena smo v take situacije, da je bilo vedno lažje narediti nekaj, prej publiko prepričaš v tragiko in neka take zadeve, ko pa od njih izzoveš smeh. In pač to se mi zdi tisto, da pač je lažje narediti iz nekega dogodka malo tragično, kot pa da jim boš ti prepričal in pokazal v taki smeri, da je nekaj smešno, da ne napihuješ, da ne ti pol stopnjuješ stvari do konca, ker že pol izpade pač malo mislim, ne izpade prav, ampak zdaj pri tem liku še ni bilo, zdaj bomo videli, kaj bo na snemanju izpadlo, ko bo vse skup teklo, pa že na generalki, ko bomo šli od začetka do konca in pol bomo videli, kaj bo. Ne bom zdaj reči kaj preveč. Ja, jaz pa sem že imel eno prepreko tako, že prej v gledališču. Bila mi je dodeljena vloga enega fanta, ki v igri igra, da igra v igri in to je bilo kar nerodno mi skozi tisti postopek, ampak ne vem, z vajo, z režiserjem smo nekako prebrodila vse to, no. Prav, kar se pa filma tiče, zaenkrat gre. Je en prizor, ki ga ne smemo menjati, oziroma ga ne bomo menjal, ki zna biti še kar, no, bo še kar potegnil tista čustva ven. Ampak zaenkrat je to še v obdelavi, se še dela. Ja, pravzaprav je Gregor že tako zelo skrivnosten, kot počutila sem se na trenutke, kot da delam intervju že pravzaprav s pravimi hollywoodskimi zvezdami. Sicer pa, kdo ve, ljubljanščina se enači z slovenščino in časih celo zmoti, navajam izjavo Maše in sicer vprašanje o kvaliteti slovenskega filma nasploh. Kaj konkretno so še dejali? Moje osebno mnenje je to, da kvaliteta filma se pozna, če igralec igra z dušo, če se vidi, da ni naučeno, da ne igra z glave ven, da ne neke nepotrebne premike daje, da obrazno mimiko preveč izpostavlja pred kamero. Po moje je to ta problem ali igralcev slovenskih, ko smo že preomenili, da delajo veliko na obrazni mimiki. To je bolj za gledališče. Kar se tiče narečja, pa tega se mi zdi, da v Sloveniji je itak toliko narečij, toliko regij, da če bi hotel vse vzpostaviti v enem filmu, bi bila zmešnjava, no. Zdaj se mi zdi, da neko mejo je treba najti med vsem. Glede na to, da je tu za koroški celovečerni film, seveda bo temeljilo bolj na koroškem jeziku. In prav je tako, a ne. Pa ampak razumljivo, ja, dodajne meje, da ni res tista trda koroščina, ampak da se, ne vem, značilne take besede koroške, da se malo izpostavijo, ne vem, ki so nam v redu, recimo normalne, nekomu so pozirali malo smešne, ampak to se mi zdi, to ta čar teh jezikov po krajinah, no. In jaz to podpiram. Ne podpiram skozi slovenskega jezika, pa ni važno, kjer je regija, ampak da pride vsaj kanček tistega regijskega jezikoslovja noter zraven. Mene je pa v bistvu že večkrat zmotilo to, da se slovenski film, v bistvu, da se ljubljanščina enači z slovenščino. Pač res je vse posod pač tista ljubljanščina, ki včasih, dobro, se ne vedno, ampak včasih pa zmoti, naprimer. Ne vem, zakaj bi mogli zdaj pač poistovetiti, ja, slovenščina, ljubljanščina, to je pravilno, tam si lahko privoščite ne vem katere fraze, mi pa se trudimo govoriti pravilno. In se mi zdi, da res pač v bistvu tudi to, da bomo mi naredili pač v koroščine, a ne neki koroški celovečerni film, se mi zdi prav, da seveda ohranimo tiste izraze, ki jih imamo, ampak še vseeno, da gledalci ne bo rabili podnapisov, ne? Mislim, da bojo pač razumeli, kaj želimo povedati, ker se mi zdi, da pač, če hočeš narediti film dostopen malo širši javnosti, da pač si moraš tega posluževati. Ja, hvala Bogu, podnapisov torej ne bomo potrebovali, no sicer pa mi Korošci bomo film, celovečerni slovenski film, torej tu se piše življenje, vsekakor razumeli, ali pač morda pa ne bo jezik edina bariera. Sicer pa ob koncu seveda še vprašanje, kako se igralci med seboj razumejo, kako se razumejo torej tako scenaristom, režiserjem, kot ne nazadnje tudi z glasbenikom, torej skladateljem, Vezelo. Poglejmo.
Zdaj, ker je tematika taka, da temelji predvsem na izrečenih besedah, na izrečenih informacijah, ki si jih pač damo, se mi zdi, da sporočilo filma bi bilo napačno razumljeno. No. Dogaja se v gostilni in že to marsikdo narobe razume. Mi pa hočemo dati neko sporočilnost, mi se nočemo zapreti samo to, da je dogajalni prostor gostilna, pika konc, ne. Že tomu sam vem, da pač ima vizijo predstaviti, da pač gostilna tudi kaže na neko družbo, nekaj, kar se odslikava tudi pač v življenju samem. Tako da mislim, da iz tega vidika... Ja, jaz osebno, dobro, nekateri slovenski filmi so mi všeč, ampak večinoma ne, ker je res problem pri slovenskih filmih to, da je preveč gledališča v filmu, ker vse povsod igrajo gledališki igralci. In pa tudi glede na to, da je Slovenija zelo mlada in pa da še nima tako razvitega filma, sej to je moje osebno mnenje, napram mnenjemu Hollywoodu ali karkoli, niti ni neke prave filmske šole. Tudi akademije za gledališče, ko je v bistvu ne uči filma, ampak uči gledališča. Za film pa je izredno pomembno, da je avtentičen. Gledališče vemo, da je iluzija in se pretirava in so karikature in podobno. Pri filmu mi tega ne moremo prodajati, ker gledamo res neko real-time varianto, ne, ki res mora odslikavati neko avtentičnost in to se mi zdi res problem. In tudi je ogromen izziv, ker kamera v bistvu lahko zelo nevarna, ker vidi vse in to je zelo nevarno pri kameri. In tudi moraš razviti nek občutek do kamere in ravno to je spet problem, ker pri nas ni toliko nekih treningov ali pa nekih seminarjev ali pa ne vem v tej smeri, da bi lahko to razvili, niti pedagogov po moje, ki so dovolj sposobni, da bi res razvili avtentičnega slovenskega filmskega igralca, ne. Kar se pa jezika tiče, se mi zdi odlično, da je stvar v koroščini. Tako sem že rekel na začetku, sem bil ful presenečen, da sem mogel v bistvu na audiciji, tekst sem dobil v slovenščini, pač v slovnični, pol pa sem mogel vse na mesto brati v koroščini. Ampak ima nek poseben zven, ampak se mi zdi, da včasih se bojimo svojega narečja izgovarjati v medijih ali pa na odru in tako naprej. In to se mi zdi ful slabo, ker nas že itak preveč posiljuje s to ljubljanščino in s temi slengi in tako naprej. Med nami je vzdušje odlično. Sicer Maša pa Miha se bolj družita, ker jaz ponavadi vedno kam skliznem ali pa zamujam ali pa sem vedno z avtijo pa pol ne moram vedeti na konkretno pijačo ali pa kaj tega. Ja, vedno je vse pri pijači. Drugače pa, ne vem, jaz se vam ful fajn je Mašo zajbavati, je taka, ne vem, tak obraz ima, da je fajn jo malo zajbavati. Skratka, jaz ful užijam, res komaj čakam na noro druženje, že zdaj je in pa tudi pol, ko bomo hodili po Oskarja. mislim, da ful lepo skup zgledamo. Ma ne, meni je všeč zaradi tega, ker pač vse obrnemo na hec in pač je, mislim, sveda so tudi resni momenti, ampak jih je zelo malo. In njima ne zamerim pač čisto nobeno stvar in pač znata pač pohecati, znata narediti iz tega neko vzdušje, mislim, si sploh ne znam predstavljati, da bi delovali samo na zdravo in pač naredili svoje in šli, mislim. Plus imamo fajn, tudi na vajah se vidi, da se pač imamo neko energijo med sabo. Res je, z Mihanom se bolj družimo, že zaradi tega, ker smo, ne vem, že kolega malo dalj časa pa tak in je pač fajn je spoznavati nove ljudi in smo se pač z nekaterimi res fajn ujeli, no. Z drugimi pa bomo videli še kaj bo na snemanju, ker pač smo tudi na vajah smo ločeni v dve skupini in mogoče zaradi tega pač z nekom nimaš toliko stikov. Tako da, če pa lahko prej da povem za koroščino, mislim, jaz ni tak iz Šmartna pri Slovenj Gradcu in pač se ločim že jeste. In ja, mislim, jaz še vseeno imam za Korošico in še vseeno, mislim, zato po moje pač tak občutek, da ne točemo po koroško. Kaj pa ne srečen, ko sem zmislije. Jaz bi samo to rekel, da če bi nekoga spustil iz ceste noter k nam na vaje, a pa na en prizor od filma, bi po mojem mislil, da smo kako društvo takih bolj posebnih ljudi, ker en po drugemu z besedami smejimo, ne vem kaj se, mislim. Igramo se, ja, otroci, no, pravi otroci. Ja, druščina posebnih ljudi, kakor je dejal Gregor. Sicer pa imajo tudi tele naši igralci posebni ljudje, seveda sporočilo. Nekako so strnili svoje sporočilo skupaj z sporočilom filma in ne nazadnje tudi z sporočilom samega lika. Film, ja,
je neke vrste pijanski skoraj bi lahko rekel, ampak ima neko sporočilo. Ampak se mi zdi, da ljudje to potrebujejo, no. Da naj si pogledajo film, da naj vidijo, da se v gostilnah ne dogaja samo pijančevanje, pa... Ampak da je lahko gostilna drugi dom. Mislim, da je drugi dom, pa da se sreča milijon zgodb tam vmes, da se prepletajo osebni problemi, vse take zadeve. Kot lik, kot neobičajni očka, idite s čim bolj prazno denarnico, ko boste šli otroka piti v gostilno. Paziti se moraš, da ne padeš prehitro dol, da greš otroka pogledati naslednjo jutro, koliko tok normalen, pa na prijatelje nikoli ne pozabiti, no. Predvsem to. Življenje ima čudna pota, greš sem, greš tja, nekateri pozabijo na prijatelje, ampak kot lik bi rekel, ne, držite to vez, ker prijatelji so le prijatelji. Kot film nasploh je pa se mi zdi, da vrhunec vsega, kar se, da kot sporočilo filma, da če na hitro ne najdem takih besed, da lahko bluzim tudi do 2 uri. Ni vse zlato, kar se sveti. Zgleda pijano, ampak ni toliko pijano, ko zgleda. Sporočilo filma. Moje mnenje je sporočilo filma, tako sem že prej malo navezala, da film, še enkrat poudarjam, po mojem mnenju, ne prikazuje tega nočnega življenja. Mislim, prikazuje to, ampak ne samo to. Pač, kar se dogaja v gostilni, kar mi včasih mislimo, da greš ven in ne vem, pač je to zgolj ena zabava, pač eni noči se zgodi ogromno trenutkov in mogoče ne veš kakšna prijateljstva, mogoče se kakšna prijateljstva razdrejo, mogoče nastane še kaj več, ne vem, ogromno stvari se zgodi, ki se jih ne zavedamo in pač mislim, da je to sporočilnost, da če pustiš, ne vem, pač trenutku samemu, da steče, se ti mogoče naslednji dan pokaže neki jasen cilj ali pa karkoli, ne? In ni to zgolj pijančevanje, ampak pač družba, kako se družba izoblikuje, kako interakcije potekajo. Kot moj lik, zdaj Sonja gre skozi film, skozi take vzpone in pace, ne? In doživi že, ne vem, neke globoko razočaranje, pa spet veselje in v glavnem skrajnosti. In kot lik bi verjetno Sonja želela, da sporočim, da v življenju ne smeš, ko si na dnu, v bistvu misli, da boš tam tudi ustal, ampak pač so vzponi in paci in treba iti skozi vse to in včasih tudi na, ne vem, na dnu in na svojem pacu spoznaš nekaj stvari, ki ti pač pomagajo. Kot jaz, kot oseba mislim, da je zelo pomembno, da se, če si želiš, tako si v bistvu jaz zelo želim v življenju delati nekaj takega, ne vem, v tem področju, da ne obupaš, ker že tudi za mano je ogromno audicij, ki pač ni bilo iz tega nobenega rezultata in pol pač čisto slučajno, tako sem že prej rekla, greš pogledat še na eno audicijo in rata in pač to je moja sporočilnost, ne vem, včasih se je potrebno, ne vem, vršt v en projekt, pa bo uspel. No, zdaj, če še jaz povem za film, jaz mislim, da film sporoča predvsem, se pravi, okolje kot gostilna, jaz si to predstavljam v to, kot bi lahko v bistvu rekel, kot svet. Samo, da je pač postavljeno v gostilno, vse v končni fazi. Zdi se mi pa idealen prostor. In pa na nek način ti odnosi, ko se razvije v gostilnah in ljudje, kateri se srečajo v gostilne, se pravi, od najnižje klase do najvišje klase, vse se pomeša to ponavadi v gostilnah in pa tudi resnica je na dnu kozarca, ne, in to. Pa predvsem ta prikaz, tudi film prikazuje nek prikaz neke človeške minljivosti in pa v bistvu, kako življenje gre pač naprej, ne, to je tudi nek segment filma. Zdaj kot lik, jaz mislim, da moj lik, zdaj nekih pozitivnih sfer, moj lik, ne vem, če je ravno sporoča, ker je precej, bi rekel, deluje predvsem pesimistično, pa bolj zgubljeno, oziroma jaz mislim, da gledalec ga lahko bo začutil nekako kot izgubljenega in pa kot človeka obsojenega na propad. Ampak lik sam tek deluje, ker pač tako je gostilno in šank pa kozarc povežemo kot nekaj negativnega, kot nekaj slabega človeka, kot nekega odpadnika. Ampak v tem primeru je v bistvu ta lik izredno intelektualen po neki tej umetniški sferi, ne. Zelo poetični je te lik. In kaj bi sporočil, ne vem, da se splača ponavadi tudi biti uporniški na nek način, ampak ne z orožjem, ampak skozi besedo, skozi razmišljanje, da nisi pasiven, da več razmišljaš. Kljub temu, da te imajo vsi za čudnega ali pa ne vem karkoli, ne, se splača.
Moje osebno mnenje pa je, kaj bi jaz osebno rad sporočil, je pa bi se tudi vsekakor navezal na lik, ker tudi sam v bistvu ogromno delujem v takih sferah in zato, ko sem že prej rekel, mi je ta lik tak blizu, ne. Predvsem to, da razmišljaš o stvareh, pa ne rabi biti to nekakva težka filozofska vprašanja, ampak da se preprosto zaveš okolice okrog sebe in da tudi, če rečeš nekaj, če smrdi, da rečeš, ja, to je drek. Predvsem to, no. Se pravi, da se rešiš neke pasivnosti in da bluziš in da si ne dovoliš, da bi te potolkli, ne. Film Tu se piše življenje, ki bo, kot kaže, luč sveta zagledal že zelo kmalu, 21. avgusta namreč že zaključijo snemanjem, si bom sama zagotovo ogledala. No, sicer pa naj v tem trenutku zaključim z besedami Miha Pačnika: resnica je na dnu kozarca. Pa srečno, do naslednjič.